Pozdravljeni. Začeli bomo s tistim popoldanskim delom. Zdaj jaz vas ne bom silila k telovadbi, ker ste se mogli potruditi že, da ste prišli po teh štengah, da ste prišli sem gor. Tako da bomo začeli kar delati. Lepo počasi bomo prebavljali te stvari, ki smo se tako lepo najedli. Hkrati pa bomo poslušali 3 predstavitve, in sicer eno iz Cene Štuparja, eno iz Biotehniškega izobraževalnega centra, pa iz Mocisa. V vsaki skupini bojo po 2 predstavitelja. Načrt pa je tak, da bomo v prvih 10 minutah poslušali prvo predstavitev, si vzeli čas za morebitna vprašanja, drugo predstavitev, spet vprašanja, tretjo predstavitev in spet vprašanja. Tako da dajte si zapisati, če boste imeli kakšne fajne vprašanja in vse te zadeve. Na koncu bomo pa še povzeli vse 3 skupaj in si tudi vzeli čas, da bomo malo bolj konkretno predebatirali. Namreč ob 15 se, tako po načrtu kaže, začne že drugi krog in izgleda, da ne bo nič odmora. Če bomo pridni, si ga bomo zaslužili, če ne, pa bomo kar nadaljevali. Tako da najprej naj pride gor, kako zdravje na delovnem mestu umestiti v kadrovsko strategijo, in sicer Renata Bačvič in Dragica Glažar iz Cene Štuparja. No, pa za začetek, preden začnemo, danes smo že veliko telovadili, zdaj bi pa še jaz vas povabila na energetsko kavico. Vem, da po kosilu vedno paše kavica pa nekaj sladkega, ker pa jaz prihajam iz naturopatije, refleksoterapije, bom pa to malo spremenila in bomo, če se strinjate, naredili energetsko kavico kot en uvod v najino predstavitev. Vaja je zelo enostavna, lahko jo delamo vsi, mladi, stari, leže, sedeti, kakor so predhodniki pred mano povedali. Pa če ste za to, jaz zdaj moram malo mikrofon. Vaja prihaja iz nacionalne kitajske medicine z sistema Kajš-Kohel, ki imate prevedena pa pod želikom do zdravja. Nastirali bomo kulturne točke in s tem čistiti na nek način naše energijo. Naše misli bodo pa bolj investirati. Jaz bom tekom dela še malo razlagala, vas pa povabim, da se kar lotimo, se pravi, vzamemo roko, kažemo spredaj, se pravi palec, in smo vzali sredinec, se pravi, tudi ko se takole postavimo v slušnico, da se nam dalje namica naredi, zdaj z drugo roko gremo opet, da uravnovesimo naše energije in močno masirati. Močno masirate z osebno, se pravi, takole, dajte, ne takole, jaz bi se malo upravljala, predila, močno masiramo te točke, vmes bomo mogoče tudi že to malo bolj na meni, da se ta energija, ki se je koncentrira na našem trebuhu, ker smo vsi najedli, da je spet malo zaotročimo po našem interesu. Sama kot naturopatinja, refleksoterapevtka tega je dnevno uporabna in so del moje rutine, prav ko se menjamo, vedno moramo poskrbeti, da se energija v našem telesu zavešane, naša in yang. Tako da to lahko postane tudi del vašega prvega koraka mogoče v vstopu v nov delovni dan. Jaz to vajo začnem čez jutri, preden sploh ostane. Slišali smo se. Pusti to zdravi z nosom in pa spodnjo in močno masiramo. Drugo roko vedno držimo. Zdaj bomo malo govorila, ker nekje približno 30 sekund, če za vsako imati treja delo, nekaj se govorim, treja, zato ker smo zelo omejeni s časom. Se pravi, te vaje so neoperspektive, trenutno se nahajamo v tradicionalni kitajski metodi, medicini pačom v elementu kuhine, se pravi, da v tem času, če ki damo pačom, se pravi, trca in močno masiramo. To je včasih špihne, dobro, se pravi, smo trenutno v obdobju ključa, vemo,
v poročilu Komisije za kakovost v okviru izboljšave. Recimo letošnje leto imamo to mentorski sistem, ki seveda prav tako spodbuja razvoj starejših in mlajših oziroma izmenjavo znanja. Poudarek je seveda na preventivi in pa predvsem pomembno, mogoče boste tukaj vzeli kakšen primer dobre prakse, skratka pri tem je pomembno usklajevati obe področji, se pravi zdravo delovno okolje, razmerje in pa zdrav življenjski slog. Tega smo se lotili in sicer smo se pripravili na sam načrt programa promocije, potem analizo pripravili, načrt programa ter izvedba, spremljanje in evalvacije. Najbolj pomembna faza delovna skupina, kako se pripravimo. Tukaj mora biti dejansko neka gonilna sila, midve z Renato, Renata pravkar končuje usposabljanje za promotorja zdravja na delovnem mestu, jaz kot glasnik razvoja starejših, zelo pomembno pa, da seveda pri tem pritegnemo vodstvo. Če vodstvo tukaj ne odobri ali ne vidi tega, potem ne bi to tako zaživelo. Tako da pritegnili smo seveda vodstvo, sindikat in pa med nami, med vsemi nami so tudi, kot je že Renata povedala, strokovnjaki, imamo refleksoterapevtko, naturopatinjo Renato, potem Nino, ki je tudi izvajalka joge, tako da smo vključili vse te, v bistvu, ta notranja znanja v same ukrepe, ki smo jih potem v nadaljevanju izvajali. Pomemben je tudi marketing, kajti to je vse zelo pomembno, da se to na primeren način spodbudi zaposlene, tako da ta celotna delovna skupina mora biti usklajeno delovati. Pripravili smo analizo zdravja s kazalniki, tukaj recimo predvsem poudarjam, že v samih poročilih o preventivnih zdravstvenih pregledih je veliko predlogov, katere ukrepe potem uveljavljati v praksi. In na tej podlagi smo seveda oblikovali cilje, dolgoročni je boljše zdravje zaposlenih, glede na kazalnike iz analize, seveda mi prihajamo iz okolja, iz organizacije, kjer je večinoma sedeče delo, smo oblikovali naslednje operativne cilje, se pravi zmanjševanje sezonskih obolenj povezanih pri pisarniškem delu ter starostjo povezanih boleznih. Ukrepe, metode, zdaj pa mogoče samo na kratko še poveva, katere, tako kot je predstavila že Renata, to je ena od metod, kateri so ukrepi povezani z zmanjševanjem sezonskih obolenj. No, začeli smo malo bolj, bom rekla, s takimi lažjimi koraki. Na delovno mesto smo uvedli sadni dan, to se dogaja, mislim, da vsak torek, sredo, odvisno, kako hišnik nam prinese sadje. Na delavnicah smo se naučili, to so v bistvu vse moje kreature, niso iz interneta, kako pripravimo zdrave zajtrke. Imeli smo delavnico o smutiju, zelenem zmešanku, ker vemo, smutiji so lahko tudi zelo sladki in kalorični. Mi smo se pogovarjali o zelenih smutijih, izvajala sem tudi delavnice, se pravi, na podlagi morfoloških tipov, da so se udeleženci oziroma naši zaposleni naučili, kateremu morfološkemu tipu pripadajo in katera hrana je za njih najbolj ustrezna. Tole sem tudi izvajala delavnico moksibustije, ta je zelo popularna, tako da vem, da nekatere sodelavke in sodelavec se tudi redno moksajo, zdaj je tudi čas za to terapijo. Obvladovanje stresa, se pravi, o tem smo tudi že danes kar nekaj slišali, kako je stres dejansko dolgoročno škodljiv za naše zdravje, se pravi dihalne tehnike, potem pa športne aktivnosti, ki jih imamo v zavodu, badminton se lahko zaposleni udeležujejo. Naša kolegica Nina je učiteljica joga, tako da smo imeli punce zjutraj vedno pred službo še jogo. Trenutno je na bolniški, zato zdaj čakamo porodniški. Tako da jo zdaj z veseljem pričakujemo. Malo nas je seveda COVID pri tem oviral, vmes so te dejavnosti kar malo zamrle. Potem redno obveščamo naše zaposlene z e-novičkami. Nakupili smo tudi D-vitamin za vse zaposlene. Vemo, kakšen pomen ima D-vitamin za naše dobro počutje.
No, ti boš pa Tako, zdaj še naprej. potem ukrepi za zmanjševanje obolenj pri pisarniškem delu, ergonomija, prilagoditev delovnega mesta. Nakupili smo tudi visoke mize, tako da po potrebi se posamezniki, se pravi, upravljajo delo tudi pri visokih mizah stoje. Potem pa, kar je bilo že danes tudi velikokrat opozorjeno, vsakih 20 minut bi se mogli skratka raztegniti, tako da te športne aktivnosti in vaje za pisarniško raztezanje smo poudarjali. Kar bi pa tukaj poudarila je, sicer je zelo fajn, če imate potem kak digitalni opomnik za tak, mi se sicer tega ne poslužujemo, vseeno delamo s strankami, a ne, ampak vsekakor je pa pomembno, opomniki, ali so to na plakatih, da to postane potem rutina. Potem ukrepi za zmanjševanje starostjo povezanih bolezni, kot sem že povedala, z letošnjim letom začenjamo tudi z mentorskim sistemom, s poglobljenim mentorskim sistemom v okviru samoevalvacije oziroma razvoja kakovosti. Potem različna predavanja o menopauzi smo izvajali, potem tudi različna drugače predavanja. Vse to sodi v ukrepe zdravja na delovnem mestu, se pravi, da je možnost izobraževanja starejših glede digitalnih vsebin in podobno. Zelo pohvalno pa seveda se strani našega vodstva tudi nam je omogočil letni aktivni vikend oddih za starejše, pa kot smo slišali, starejši se že pomika ta, se pravi, starost, niso to samo zdaj res 60 plus, ampak nam je omogočil vsem od 40 plus, da smo seveda šli tudi v Laško, kjer smo se seznanili z obdobjem predmenopauze, menopauze, športnimi aktivnostmi, joga obraza, prehrana v menopauzi, tako da vse to seveda tudi spremljamo, evalviramo in tudi se strani zaposlenih spremljamo, se pravi, zadovoljstvo. Tako, to morda še samo ključni poudarki. Imejte v oziru, da so zelo pomembno gonilna sila, promotor, potem seveda, da so vključeni vsi, kot sem povedala, od vodstva do, se pravi, da vključite strokovnjake, da vključite vse zaposlene, marketing, različne aktivnosti, kajti različne aktivnosti, vsi ljudje so pač različni in marsikdo se ne bi udeleževal vseh aktivnosti, zato je to pomembno, da se sistematično načrtuje, da sta usklajeni obe področji, tako zdrav življenjski kot zdravo okolje, da so to vsi deležniki vključeni in pa da nismo pokroviteljski, da spodbujamo tudi majhne napredke. Kaj jih bo, obdržimo tu za kakšna vprašanja? Govorili sta o menopauzi. 40 plus, si upajo to? Kar roke gor, dajmo jih kaj vprašati. Kaj boste vprašali? Ja? Najprej kar njiju. No, mene zanima, dragi dami, hvala lepa. Bilo je zelo zanimivo, pestro in jaz upam, da smo si zapomnili, ne, ta uvodni naturoterapevtski del, oziroma naturopatski, ne, ali kako že se mu reče. Ja, super, mislim, odlično, da vodite to prakso. Zanima me časovno, koliko časa že to počnete, kako redno vam to seveda uspeva, ali imate kakšne težave. Hvala. Začeli smo, koliko se mi zdi, meni se zdi, da je bilo 2018 ali še malo prej. Je pa tako, da smo najprej začeli z določenimi aktivnostmi, nismo se tako lotili prav še tega procesa, potem sem jaz šla na ASI delavnico, glasnik razvoja starejših, kjer smo potem pa malo to vse bolj poglobili, razširili delovno skupino in se lotili malo bolj sistematično, tako kot sem povedala, sistematično. Potem pa seveda, kar je bil problem, je pa bil COVID. Ko se je to potem vse malo ustavilo, ampak kljub temu tudi v COVID času, predvsem naša Nina je skrbela, oziroma sem tudi vse to objavljala, smo pa imeli take motivacijske delavnice. Ona je kot pa tudi Renata veliko blogov napisala na to tematiko, tako da smo imeli kljub temu tedenske
tedenske, bom rekla, novičke, kjer smo dejansko tudi s takimi motivacijskimi, protistresnimi, antidepresivnimi vajami oziroma tudi samimi, vse to sem tudi nekje smo napisali, smo na ta način potem nekako skušali spodbujati tudi aktivnost v času tega covida. Tako da sigurno nas je to, pa kot sem rekla, jaz bi si še bolj želela da bi to postalo rutina, take bloge, smo potem pisali na Teamse vsak teden, da če bi to bilo res neki, če bi imeli vsi enako možnost prekinitev dela, pa bi se vsi, ker to je res pomembno. Tako kot to Renata predstavila, to je 5 minut ali te vaje za raztezanje in podobno, ampak vseeno nam pač čas ne moremo zdaj pač stranki reči, zdaj pa prekinemo, pa imamo 5 minut delo. Tako da zato so pa zelo pomembni te opomniki. Opomniki, plakati, po vsaki aktivnosti, jaz pravim, manj je več. Rajši eno aktivnost, pa jo tisto dobro spromovirajmo, pa tisto bolj še dajmo na plakate, da se pač pride to v kulturo podjetja. Se pravi, ko se nekaj prime, dodate nekaj novega, ne? Tako. Tako zdaj je čas za naslednje vprašanje. Če ga ni, bomo šli z naslednjo skupino naprej. Aha, še eno. Ni tako posebno strokovno, ampak radovedno, kako se to financira, kako pokrijete stroške za to, za sadni kotiček, za to delo, ki ga promotorka in še mogoče, če koga za delavnice najamete. Kot sem povedala, večino imamo notranjih, se pravi notranjih strokovnjakov, ki pokrivajo večino izvedbe aktivnosti. Zdaj ostalo pa kot sem povedala, v vsakoletnem izvedbenem načrtu in v letnem planu, ki ga odobri direktor, tako da to je pač dobra volja direktorja. Koliko sredstev nameni za sadje, za potem ta letni oddih, ko smo imeli, pa tudi to, dost imamo pa tudi delavnic, ki jih pač spodbujamo zaposlene v okviru drugih projektov. Imamo večgeneracijski center in vse to. In v opomnikih mi to tudi te stvari opozorimo zaposlene, da se lahko vključijo v to vrstne delavnice, tako da to so pa večinoma brezplačne zadeve. Ali pa v okviru drugih projektov, recimo o menopavzi smo imeli v okviru drugega projekta in podobno. Ampak določena sredstva pa sigurno potrebujemo, tako da to pa je odvisno od vodstva. Tako da. Dobro, jaz mislim, da je to, pa da gremo Hvala za na drugo pozornost. skupino. Hvala. Če je še kako vprašanje ostalo odprto, si ga hranite za na koncu.